Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod župan, dragi Manfred, spoštovane ekscelence, dragi prijatelji, soborci, sodelavci, drage krščanske demokratke, dragi krščanski demokrati. Pred 30 leti smo se 10. marca zbrali na Slovenski matici, tisti, ki smo hoteli v slovensko politiko vstopiti z navdihom krščanskega etosa. Iskre zavesti, samozavesti in odgovornosti so se spominom na Kreka, Korošca, Gosarja in očete Evrope širile iz kraja v kraj. Še bolj, ko smo 2. novembra istega leta ustanovili stranko SKD. Sooblikovali smo Majniško deklaracijo, soustanovili Demos, zagotovili slovenski pomladi na prvih demokratičnih volitvah največ glasov in zato prevzeli vodenje vlade, ki je prevzela nase glavno operativno nalogo osamosvajanja. V procesu mednarodnega priznavanja smo pridobili ključne zaveznike, kot so bili kancler Helmut Kohl, papež Janez Pavel II. In Alojz Smok. S ponosom lahko rečemo, da smo bili prepričljiva in najbolj učinkovita politična izkaznica Slovenije v Evropi in v svetu. Zato čutimo ob tej priliki dolžnost, da se zahvalimo za pogum in predano delo vsem tistim živim in pokojnim, ki so se odzvali klicu časa, postavljali slovensko krščansko demokracijo, z njo pa bistveno prispevali k demokraciji, samostojnosti in evropski poti Slovenije. Ob hvaležnosti stranki takega imena in takih rezultatov tudi za odgovornost, za lastno podobo, za prihodnost Slovenije in za prihodnost Evrope. Dovolite mi, da se ob tej slovesni priliki vprašam, kaj pomeni biti slovenski krščanski demokrat. Slovenski ne pomeni samo pripadnosti eni od evropskih identitet, pomeni tudi zavezanost politični kulturi, ki ob spoštovanju drugega teži k družbenemu sožitju z vsemi, ki jih zanima rast našega naroda, naše države in naše družbe. Biti Slovenec pomeni hkrati biti Evropejec. Evropejci smo, ker smo Slovenci. To ni razmerja ali. Smo pa Slovenci, Evropejci iz Srednje Evrope, s posebno zgodovinsko, kulturno in politično izkušnjo. Slovenski pomeni biti pozoren tudi na globalno razsežnost slovenstva. Besedo krščanski imamo v našem naslovu od odločnega Omanovega posega na ustanovitvi slovenskega krščansko-socialnega gibanja. A se bomo mi branili krščanskega etosa, se je vprašal Oman. Od takrat to besedo doživljamo kot odgovornost pri delu za skupno dobro. Od takrat so naša temeljna izhodišča oseba z nedotakljivim dostojanstvom, svobodo, pravicami in dolžnostmi, sožitna družba in pravična država. Z besedo krščansko mislimo na tisto, kar je motiviralo Kreka k izjemnemu socialnemu delu, kar je navdihnilo Schumana za evropski mirovni projekt ali kar je za Evropo naredil papež Janez Pavel II. Sem spada Evropa solidarnosti in subsidiarnosti. In tu je doma Ivan Oman. Dovolite še opombo o konzervativnosti. Bistvo konzervativnosti se ne nanaša na čas oziroma preteklost ali tradicijo. Poudarek je na trajnosti, na ohranjenju tistega, kar omogoča kontinuiteto rasti. Več je vredna zvestobna koreninam kot neprestano inoviranje in všečkanje. Korenine niso preteklost, ampak so predpogoj za rast. Ste videli drevo brez korenin? Beseda demokrati. Bojim se politikov, katerih ključna beseda je večina, ne pa resnica. Težko gledam tiste, ki raje tekajo za javnim mnenjem, namesto da bi ga ustvarjali. Ne maram demokracije, ki ne temelji na resnici, vrednotah in načelih, predvsem pa na spoštovanju drugega. Drage krščanske demokratke in krščanski demokrati, pred 30 leti smo se postavili za prave stvari in na pravo stran in zmagali za Slovenijo. Pred 15 leti smo vstopili v Evropsko zvezo in zmagali prve evropske volitve z voljo po resnično združeni Evropi. Evropa je v krizi.
Naša naloga je, da ohranimo evropski projekt miru in mu damo nove moči. Videli smo razdeljeno Evropo in tega ne želimo videti več. Borili se bomo za Evropo, ki bo živela iz duha njenih ustanovnih očetov. Največja garancija za mir, varnost in napredek Evrope je zvestoba njeni lastni identiteti. Manfred Weber je bil jasen. Hočemo ohraniti evropski način življenja. Ga lahko ohranimo brez Evropejcev, samo s priseljenci? Zanima me Evropa z veseljem do življenja, Evropa zdravja v zdravem okolju, z zdravim gospodarstvom in zdravo politiko. Zanima me zdrava Slovenija v zdravi Evropi. Zato sem delal in temu bom ostal zvest še naprej. Dragi prijatelji, dragi soborci, dragi sodelavci, hvala vam za 30 let zvestobe in za vaš pogum. Bog živi Slovenske krščanske demokrate, Slovenijo in vso Evropo in iskrene čestitke za prvih 30 let.